Finančna uprava Republike Slovenije omogoča staršem uveljavljanje davčne olajšave za vzdrževane družinske člane. Podrobneje bomo tokrat sicer obravnavali otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, kamor spadajo tudi otroci z okvaro sluha, zaradi česar imajo starši v skladu z zakonom o starševskem varstvu pravico do dodatka za nego otroka. Do dodatka so upravičeni vse dokler trajajo razlogi oziroma do otrokovega 18. leta starosti. Po 18. letu pa v primeru, da so starši dolžni otroka preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja. Ampak kdo vse se sploh šteje za vzdrževanega družinskega člana? Vzdrževani družinski člani so povečinoma otroci. Če so to otroci do 18. leta starosti, jih lahko starši uveljavljajo kot olajšavo brez kakršnih koli dodatnih pogojev, niti ni potrebno prilagati nobenih dokazil oziroma potrdil. Vzdrževani družinski člani so pa lahko tudi starejši otroci, lahko so torej otroci, ki potrebujejo seveda posebno nego in varstvo, lahko so tudi zakonski partnerji, izvenzakonski partnerji, tudi starši, ampak v vseh teh primerih, torej v primerih, razen če govorimo o otrocih do 18. leta starosti, morajo izpolnjevati določene pogoje. Ti pogoji so za vsako kategorijo vzdrževanih družinskih članov zelo podrobno in upam tudi jasno napisani na spletni strani Finančne uprave. Torej starši, ki med letom niso uveljavljali olajšave za vzdrževane družinske člane ali pa so jo uveljavljali, pa želijo te podatke spremeniti, imajo torej še do 5. februarja čas, da oddajo vlogo na finančni urad glede uveljavljanja olajšave za vzdrževane družinske člane. Če bodo pa oddali vlogo elektronsko prek sistema e-davki, pa lahko vlogo preko svojega računalnika oddajo do 20. februarja. Torej, starši gluhih otrok lahko takšne otroke uveljavljajo olajšavo pod oznako A5. Torej, gre za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo pod pogojem, da imajo starši odločbo Centra za socialno delo. V tem primeru lahko uveljavljajo torej svojega otroka pod oznako A5, kar pomeni, da jim bo priznana veliko večja olajšava, kot bi bila sicer za otroka pod oznako A1. Za boljšo predstavo. Za vzdrževanega otroka, ki spada pod oznako A1, prejme starš pri obračunu dohodnine za leto 2017 na letni ravni 2436,92 evrov olajšave. Za starša, katerega otrok pa ima oznako A5, in sem spadajo gluhi in naglušni otroci, pa znaša ta olajšava za leto 2017 8830 evrov, kar je občutna razlika. Nepisano pravilo je, da vzdrževanega družinskega člana uveljavlja tisti starš, ki ima višjo plačo. To se bo v družinskem proračunu potem najbolj izplačalo. Vendar vseeno svetujem vsem zavezancem, ki so nekje v dvomih, komu se bolj splača uveljavljati olajšavo, da naj se poslužujejo programa za testni izračun dohodnine. Program je objavljen na spletni strani edavki.durs.si in tam bojo z vnosom podatkov o prihodkih preteklega leta si bosta lahko starša preračunala, komu se bolj splača, da uveljavlja olajšavo za otroka, oziroma si lahko tudi mogoče preračunata, da uveljavljata otroka vsak za 6 mesecev. Če zavezanci ne bodo uveljavljali olajšave za vzdrževane družinske člane do 5. februarja oziroma bojo zamudili tudi rok oddaje elektronsko prek sistema e-davki, potem bodo na dom prejeli informativni izračun dohodnine, v katerega ne bo vključena olajšava za vzdrževane družinske člane. V tem primeru bodo lahko starši uveljavljali olajšavo v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine. V praksi to pomeni, da starši prejmejo na dom informativni izračun dohodnine, kjer ta olajšava ne bo upoštevana.
Takrat morajo biti pozorni, da v 30 dneh po prejetju tega informativnega izračuna vložijo ugovor zoper ta izračun. Ugovor namreč vsebuje obrazec, kjer bodo imeli starši možnost uveljavljanja te pravice do olajšave za vzdrževane družinske člane.